Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi rada z vami delila nekaj novosti. Kot že omenjeno v prejšnji epizodi, MoneyHow ima novo spletno stran www.money-how.si. Vabljeni, da si pogledate spletno stran, povezava je pa v zapiskih. Omeniti moram še dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 20. aprila v živo v Kristalni palači. Prijavite se čim prej, program bo pester, gosti zanimivi, povezava je tudi v opisu epizode. Pa še novost, ki smo jo aktivirali, mislim, da je 14 dni nazaj. Odprli smo možnost včlanitve v MoneyHow Friends, gre za naročniško storitev v sklopu YouTubea. V sklopu Friends paketa boste dobili več vsebine, tam vam bo na voljo prej, imeli boste Ask Me Anything seanse, vklapali se bomo v živo z raznimi aktualnimi dogodki in tako dalje. Vabljeni torej, da podprete MoneyHow v sklopu MoneyHow Friends. Evo, zdaj pa hitimo k današnji vsebini. V tokratni epizodi si bomo pogledali dogajanje na trgu nezamenljivih žetonov oziroma po angleško non-fungible tokens ali krajše NFT. NFT euforija, ki je pred letom zajela svet, se je zdaj nekoliko polegla, a najnovejši podatki kažejo, da se mogoče vračajo nazaj na sceno. Januarja letos je bil zabeležen obseg trgovanja z NFT v vrednosti skoraj $1 milijard, kar je za 38% več kot decembra lani in največ od junija 2022, je zapisano v poročilu analitske platforme DeepRadar, ki spremlja in analizira dejavnosti na trgu NFT. Kaj torej sploh so NFT-ji, kje se z njimi trguje, kakšne donose lahko si obetamo, kakšna so tveganja. Z menoj je Jure Zih. Živjo, Jure? Živjo. Prebrala sem na LinkedInu, da si pionir na področju NFT pri nas. Leta 2018 si pa tudi soustanovil prvi protokol za certificiranje nezamenljivih žetonov, si pa tudi ustanovitelj platforme za ustvarjanje NFT-ja Cloud Art in Sway Social. A sem vse prav povedala? Ja, bo kar v redu, ja. Super. Leta 2018, a je bilo to v sklopu ICO-ja? Ja, mi smo v bistvu takrat bili relativno hitri, zelo hitri v tem NFT spaceu. Jaz sem bil še z eno ekipo ljudi in pa smo pač raziskovali te neke načine, kako spraviti zanimivo diplome na blockchain. Takrat je bila ena rešitev, ki je zapisovala diplome, ki se je reklo Blockcerts, a to mislim, celo Stanford naredil. Pa so prišli pa ti CryptoKitty, ta v bistvu standard, ki je bil takrat še neke vrste proposal, ni bil še končni standard ERC-721, ki ga danes vsi poznajo, in je bil AP-721. Jaz sem takrat kontaktiral Willa Entrikena, ki je v bistvu glavni avtor tega standarda, in potem smo z njim nekako začeli razvijati to bolj tehnologijo zadnje. To zdaj, ta prvo, kar vedno povem na vseh teh tokih pa podcastih, je, da NFT so ful širok segment stvari, od nekih tehnoloških ogrodij do teh slikic, ki jih vsak dan gledamo, teh apov, do en kup drugih stvari, ki zdaj prihajajo na dan, od glasbe, IP-ja različnega. Mi smo se pač takrat osredotočili na to, da en del infrastrukture manjka, da manjka eno razvojno ogrodje, in ja, takrat smo začeli v bistvu, takrat sem tudi jaz začel nekako v ta svet prihajati. Zanimivo, rekel si, da ste bili relativno zgodnji v tem segmentu. Prvi NFT, kot sem prebrala, pa me popravi, če ne drži, je bil izdan leta 2014. Ja, zdaj, odvisno, kje se začne definicija prvega NFT-ja, ker tudi Bitcoin je imel te svoje colored coine. Takrat nekako ne bi bil začetek, pol so bili ti rare pepeji, pol so prišli kriptopunki. Ampak mislim, da kot nek tak presek v industriji pa veljajo ti CryptoKitty. Takrat se mi zdi, takrat se je Ethereum sesul, takrat decembra 2017 je bilo to. Se je popolnoma zablokirala mreža, transakcije niso šle čez, ker je toliko ljudi mintalo pa bridalo oziroma parilo te mačke drugo z drugo. In takrat je tudi nastanek bil, mislim, da so bili, da je OpenSea, da sta bila Alex pa Devin, da sta bila v kohorti 2018 po zimi v Y Combinatorju. Takrat bi se začela ta celotna scena se prebujati. In kot zanimivo, z 2018 julija smo bili na prvi konferenci za NFT-je, ki se je reklo Nifty v Hong Kongu. In ogromno te smetane danes, od Axie Infinity do OpenSea, tak Decentraland, vsi ti ljudje so bili takrat tudi tam.
in so zdaj v bistvu trendsetteri v NFT spaceu. Zelo veliko se je špekuliralo, če se bojo NFT-ji dejansko tudi obdržali. Kako je danes s tem, koliko je napredovala tehnologija, pa mogoče če lahko za nekoga, ki ne ve točno, kaj NFT je, mogoče sploh pojasneva, da bojo razumeli NFT, pa mogoče v primerjavi z Bitcoinom. Ja, zdaj za NFT je ful različnih razlag oziroma nivojev razlag. Jaz bom probal eno ful enostavno, ki sicer izhaja iz tega, kaj sploh delamo z temi digitalnimi asseti in kaj pomeni imeti nekaj unikatno digitalno. Zato, ker zadnjih 30 let ali pa recimo 50 let od nastanka računalnikov pa v bistvu personalizacije računalnikov smo ljudje navajeni, da najbolj enostavna operacija je copy-paste in vse lahko kopiraš. In zdaj v bistvu prvič imamo nekaj digitalnega, kar je lahko unikatno. S tem, da tu se pol malo zakomplicira, ker dejansko content, ki ga NFT prikaže, ali je to video, ali je to slika, ni zapisan na blockchain, ampak je zapisan na blockchain neke vrste certifikat, ki pravi, content na tem in tem mestu pripada temu človeku, ki ima ta NFT v denarnici. Zdaj, malenkost bolj tehnološka razlaga je, da je to pač zapis na blockchainu, na kjeremkoli, lahko je to Ethereum, Polygon, Hedera, da je to zapis, ki dokazuje neko lastništvo nekega digitalnega objekta, neke osebine. Je pa zelo težko, sem rekel, ko smo govorili prej, da pač je, oziroma si omenila, da je težko za razumeti. Mi smo v sklopu Cloud Arta, če na hitro sam povem eno zgodbo. Jaz sem se pogovarjal vse z 100 kreatorji, od Instagramerjev do YouTuberjev, od 100,000 followerjev do milijon plus. In vsi imajo NFT zelo tako osko idejo o tem, kaj so. Se pravi, vsi spremljajo to kot neke vrste hiter zaslužek. To so male sličice. Nihče pa res noče v prvi vrsti razumeti tehnologije ali pa jim tudi nekako jim je težko predstaviti, kaj v resnici to je. Ker v bistvu, in tudi ogromno teh stvari se zdaj dogaja, oziroma se je dogajalo, da so ljudje kupovali NFT, ki sploh niso bili originalni, ogromno je bilo teh rug pullov in to izhaja iz tega, da v bistvu že v osnovi ljudje ne razumejo, zakaj se gre in se pač spuščajo te vode. Se lahko malo kasneje še o tem pokomentiram, to je kar ene par dobrih zgodb. Ja, mogoče res je veliko napačnega razumevanja, je pa tudi sama vsebina mogoče kar kompleksna. Se mi zdi, da se je kar z veliko stvari zakomplicirala. A ti lahko povem, da sem pred časom, to sem že parkrat povedala, da sem kupila pač pulover od Aleksandra McQueena, ki ga imam tudi oblečenega danes načrtno, čeprav danes to nisem razpoložena za to barvo, ampak okej. In sem dobila blockchain žeton všit v pulover. No, potem tega pač poskeniraš in si tako v bistvu polniš virtualno omaro z virtualnimi oblekami, ki jih konec koncev tudi nosiš v resničnem življenju. Ja. Torej, je to en primer uporabe? Absolutno. Moda, mislim, da je generalno fashion, cel svet je ful padel v to. Ogromno nekih velikih brandov je tudi skočilo v to. Mi smo imeli v ekipi nekaj časa Polo, ki je fashion blogerka, predava na univerzi v Dublinu, ne vem točno kjeri. In ona en kup teh use caseov nam je ves čas predstavljala okrog tega, kje vse se uporablja, sploh tem high-end luxury goods segmentu, kjer dejansko obstaja toliko ponaredkov že, da je skoraj ta trg ponaredkov večji od originalnega trga in da lahko ta tehnologija služi. Se pravi, že recimo 2018 je bilo eno NFT podjetje, zdaj sem pozabil ime, Ariane, točno, Francozi so bili Ariane in oni so delali z Filipatekom možnost uporabe blockchaina na način, kjer bi lahko ti, ko prodaš uro, predal tudi ta NFT kot neizpodbiten dokaz, kot nek digitalni certifikat. In tu ima en kup prednosti, ker lahko tudi spremljaš za nazaj, kdo vse je imel to uro, kdaj je bila neka transakcija narejena. In jaz mislim, da, kot sem rekel, to je samo eden od use caseov in mi smo tako zelo na začetku, da jaz verjamem, da bo ta tehnologija še marš. Tudi, naprimer, v samem logistiki, v supply chainih, ta je tudi vem, da se dosti razvija pa uporablja. Zdaj, mogoče, ko glih to omeniš ure, se mi zdi, da je bil pa zelo glasen zagovornik in podpornik teh NFT-jev kot v obliki certifikata Mr. Wonderful iz Shark Tanka. Yeah. Se mi zdi, da je bil eden najbolj teh glasnih. Zdaj z marcem vstopa v veljavo uredba,
ki v bistvu bo nekako omogočila tokenizirane vrednostne papirje in tudi druge v bistvu asete, a ne? Kako bo pa to zdaj pospešalo vse skupaj za to uredbo in s tem dovoljenjem in s tem, da bojo borze se dejansko tudi morale registrirati pri agencijah za trg vrednostnih papirjev? Zdaj, moja izkušnja s kripto sveta, jaz sem v tem že zdaj od začetka 2017. Jaz mislim, da razlog za to, da je stvar tako rasla, pa se tako intenzivno razvijala, je ravno v tem, da je bil to skozi en malo tak Wild Wild West. Pri NFT-jih sploh, ker NFT-ji so v bistvu, če gledaš, koliko je bilo prej, ko so bili ti ICO-ja, je bilo tam striktno prepovedano participacija za ameriške državljane. In zdaj z NFT-ji so se začeli te neke zbirateljske kampanje denarja delati tudi v Ameriki, tudi v US trgih, ker se lahko šteje NFT tudi kot commodity. Jaz mislim, da zna to kar pretrest malo trge, malo te projekte. Po eni strani je super, ker se bo ogromno nekega flufa filtriralo, po drugi strani pa tudi vedno, ko imaš neko regulacijo oziroma ko omejuješ ljudi, s tem omejuješ tudi nek razvoj pa napredek. In dosti je tudi bilo zdaj pred kratkim, če sem kot slišala govora o tem, da ne bi SEC reguliral, da ne bi več uporabljali stakinga. In en kup teh novih DeFi produktov, naprimer, uporablja staking. In mislim, to je zdaj ogromno, pa tudi mislim, da se je oglasil ta CEO Coinbase pa povedal svoje mnenje, da je to pač napačna smer. Ampak ok, če ostanemo pri NFT-jih, vedno je vprašanje, na kak način ti NFT-ji nastajajo, oziroma jaz sem vedno gledal na to na NFT kot na commodity, ker je v bistvu pač nek unique item in je tudi po mojem malo nerazumljen v svetu digital assetov, ker gre v bistvu za neke vrste asset, ki nikoli prej ni obstajal, mi ga pa še vedno neke šablone pa ogrodja uporabljamo, ki smo jih uporabljali za finančne assete. Ampak ok, eno je lahko commodity, zaradi načina prodaje, se pravi, če jaz tebi dam nek denar, ti meni daš NFT, je to ok. Problem nastane takrat, ko se začne ta NFT mešati tudi DeFi produkte, ker je ogromno nekega stakinga, kjer so leveraged modeli, kjer ne gre več za NFT kot commodity, ampak gre za nek hibrid oziroma bolj za nek finančni inštrument zaden. To mislim, da je tisto, kar najbolj bega zdaj te razvijalce. Zdaj, kako se bo to išlo, ne vem, bomo videli. Jaz upam, da dobro za projekte. Pri nas, na primer, ni problem. Pri CloudArtu mi imamo straightforward, isto kot da bi odprl trgovino, kjer prodajaš fotografije, konc koncev. Mi omogočamo, da lahko zmintaš nek NFT iz ali RAW file ali iz Instagrama, zaradi enega unique koncepta, ki ga imamo, in to lahko ljudje kupijo in to je to. A greva razložiti mintanje? To je kovanje, kako bi temu človek rekel, kriptovalute pa majnamo, ne? To je ena ta razlika. Kakšna je razlika to? Majnanje, je kar razlika. Mining beseda označuje način pridobivanja zaklenjenih kovancev v neki mreži oziroma kriptografsko onemogočenih kovancev, blockchain, mislim, Bitcoin majnanje je eno tako najbolj osnovno. Zdaj, mintanje pa v bistvu proces nastajanja NFT-ja iz nekega kontenta. In kar sem že prej omenil, mintanje ni nič drugega, kot pa zapisane pametne pogodbe na chain. Se pravi, če si predstavljamo blockchain kot neke pakete, ki si sledijo drug drugemu, pomeni, da pač v en paket zapišemo to pametno pogodbo in ta pametna pogodba o svojih metapodatkih, se pravi pač v njej je zapisano, da določen content, ki obstaja na nekem URL-ju, pripada lastniku tega žetona, se pravi lastniku te pogodbe. No in tu je ena stvar, ki je vredno omeniti, je, da je bilo v preteklosti ogromno teh rug poolov, zaradi tega, ker je v osnovi že proces hranjevanja podatkov pa contenta za NFT-je je v bistvu ločen proces, ki se ga da enostavno zlorabiti. Recimo, da jaz zdaj na Amazonove serverje, ki pač so najbolj poznani po tem, da shranjuje te podatke, pa slike, pa videe, spravi content, naložim 5 slik in zdaj zmintam NFT na način, da pač povem, da so to slike, ki jih ta NFT uprizarja. Se pravi, jaz kot lastnik tega NFT-ja imam ekskluziven dostop oziroma lastnino do teh slik. In ker je pač AWS server od Amazona, kot vsi ostali serverji, lahko grem na ta server in preprosto zamenjam te slike z nečim drugim. In en tak primer je bil
mislim na 22 na vrhuncu tega NFT craza. En artist je šel pa je naredil en full lip collection, ljudje so ga pokupili in pa je naredil ta rug pull, precej dramatične oblike, da je v bistvu čist vse NFT slikice zamenil z slikami preprog, ne rug pull kot rug, ker se to da narediti. In naprimer obstaja zdaj za NFT konkretno dobre metode, na kak način mintati, se pravi, kje ne bo ta content shranjen, ker content mora samo sebi biti tudi decentralizirano shranjen, se pravi, da nima potem nekdo, ki je ustvaril to NFT možnost dostopati do tega contenta in ga spreminjati. In zato se uporablja ponavadi te decentralizirane strežnike, IPFS, en takih, Airweave, verjetno ste še kak najdel, no, mi smo kar na IPFS-u vas content vedno shranjevali. To je pol recimo primer dobre prakse, da se tega ne more zlorabljati. Drugače je pač sam nek certifikat, ki kaže na nek link in če lahko nekdo s tem linkom upravlja, it's not good. Ti pa za ta link plačal 100 milijonov, recimo. Ja, v bistvu kupuješ link, ja. A veš. In potem pride en zlobec, en hacker, pa pol malo zheka, pa ti vzame tisti link, oziroma tisto, kar je shranjeno na linku, ne. To je pa pol kar urang glavobol, no. V glavnem, ja, mogoče si mlajši, vsem to malo bolj poenostavljeno razložijo, zaradi tega, ker je zelo veliko teh coinov že v samih igrcah, pa tudi v igrah dejansko tudi kupujejo razne skine in razne druge zadeve. Ne? Mogoče se vsem mlajši to nekako jim je to bliže in si lažje predstavljajo. Ne, v igricah. Naprimer, mi smo 2019 smo poskušali en projekt pognati, ki se je dotikal ravno te Gen Z populacije. In jaz se spomnim, da sem prišel do enega researcha, ki ga je en švicarski inštitut naredil, da so Gen Z-erci digital nativi do take mere že, da če jim lahko dokažeš, da je nekaj, kar je digitalno, da je unikatno, jim je v bistvu percepcija vrednosti ista, kot pa nekaj, kar je fizično pa unikatno. In to je meni, naprimer, jaz sem 30, meni je to nepojemljivo, ne? Mislim, nekaj če v rokah držiš pa unikatno, pa sem v NFT space, pa s kolegi, ko se pogovarjam, imajo isti problema, ne. Pa da jim rečeš, da neki digital unique je vseeno malo, se mi zdi, da ta tangible item, se pravi ta fizični primerek ima večjo vrednost, oziroma boljš lahko ta koncept vrednosti razumeš. Pri mlajši generaciji je to povsem brisana meja. Se pravi, tam je vseeno, ali gre za fizični, digitalni produkt, če lahko dokažeš, pa rečeš nekaj unikatno, je to za njih čisto ok. To dejansko res te skini, to v bistvu starejše mogoče niti ne razumemo, ne, zdaj imaš ti tam neke skine v neki igrci, ampak to je njim pomembno, da imajo ta skin, ne. Tako kot recimo virtualne omare z virtualnimi oblekami. Ravno pred kratkim sem razlagala sodelavcem, da imam jaz virtualno omaro, ker imam virtualne obleke in je bilo čisto čuden, ne, kaj s tabo narobe, ne. Dobra ideja za razmisliti, na kak način mi svoj social status pokažemo. In o tem se razlaga na eni konferenci že nekaj časa nazaj, da dejansko oziroma generaciji mojih staršev je bilo ful pomembno, kako v resnici izgledaš. V moji generaciji je ful pomembno, kako izgledaš na Instagramu. Za generacije te, ki prihajajo, in bo ful pomembno, kako njihov avatar izgleda. Zato jim ni problem tam odšteti $100, zato da ima najboljši skin. Recimo ta igra, verjetno tudi od starejših pozna League of Legends. Smo mlajšega brata, ki je to igral ure in ure. In da si kupil skin, ne pomeni, da si bil zaradi tega boljši. Da si imel bolj stats, da si lahko boljši napadal, imel boljšo obrambo v tej igri, ampak pač imel si boljši skin. In to je to. Ampak ni to malo čuden vse skupaj? Ko bi se, če pomisliš... Skin je bil $100, ne? Lahko greš pa v trgovino, pa kupaš nekaj za $100 za obleč, pa boš tudi čist ok, ne. Mogoče te v še kdo v realnem svetu videl. Da se hecam. Omenil si že OpenSea, to je najbolj znana NFT tržnica, če lahko tako rečem. A obstaja še kakšna taka, ki bi bila recimo zaupanja vredna in kaj v bistvu tam lahko počnemo na tej tržnici? Ja, en kup teh tržnic obstaja. Jaz mislim, da lani smo se še hecali malo v krogu teh NFT entuzijastov, da se vsak dan vse na novo odpre, oziroma to je bilo bolj 22. OpenSea je največja, najdlje že naokoli, tudi najbolj verjetno zaupanja vredna. To, da imaš recimo ta checkmark pri zbirki na OpenSea, pomeni, da je njihova ekipa naredila nekaj dela, da so te verificirali.
ker je pač treba tudi biti na to pozorno. OpenSea zlista vse, kar lahko poskenira, v bistvu poskenira oni iz Ethereuma, iz Polygona, pa iz Solane, spravi iz teh 3 blockchainov. Zdaj pa, da collection releasaš, ga lahko kdorkoli. Pomembno je pač to, da pol prideš v stik z njihovo ekipo, če narediš ta collection, pa da te ekipa verificira, da si ti res ok. In recimo karkoli drugega, kar je brez tega blue check marka, sploh se ne dotikati, ker je teh skemov ogromno. Jaz sem naprimer sam večkrat tudi kupil kaj tak impulzivno, ker pač imaš občutek, da imaš kak dober opportunity in nisem preveril pravi čas in potem sem kupil nekega japonskega artista, neka dela. Prebral sem, da je recimo 3 meseca nazaj že nekaj NFT releasev in da je to follow-up collection. Na Twitterju vse izgledalo legit in sem kupil in pol je bil totalno rak pul. Ampak ni bilo, to je bilo za par dolarjev, ni bilo nič hudega. Da mogoče zdaj, ko si rekel, da si kupil nekega artista in kaj pol? Koliko imaš to shranjen, kaj delaš potem s tem? A si ogleduješ to sliko, to umetnino? Te to predstavlja užitek? Ne, jaz mislim, da mogoče bom govoril na pamet zdaj, ampak jaz mislim, da 96% vseh nakupov pa prodaj v NFT space je zgolj in samo špekulacija. Spravi, da bi si zdaj to, razen teh res nekih unikatnih del, kot je na primer Beeple, ki se je prodal za rekordnih 67 milijonov, je večina trga je špekulacija. Spravi, jaz bom kupil zato, da bom prodal nekomu drugemu po višji ceni. To, kar se dela dejansko v 2018 za ICO, je se zdaj v bistvu z NFT, se pravi, ta kapital se samo premakne z enega vedra v drugo. Jaz, recimo, to, kar imam collectiona, nimam neki full, ampak recimo jaz kot zanimivost, zelo malo imam na Ethereumu, ker se mi zdi, da so ti drugi blockchaini, ki prihajajo, da bo celotni momentum, ki bo zgrajen okoli teh novih chainov, da bo toliko močen, da je lahko rast toliko višja. Mi s CloudArtom smo recimo investirani od glave do pet v Hedero. HBAR Foundation je tudi nas financiral, mi smo dobili en grant od njih in tam je po mojem zdaj najbolj perspektiven NFT market iz vidika communityja, kako raste, iz vidika projektov, ki prihajajo tja, ogromno game developerjev, ki so se tja predstavili. Pač projekti hodijo dejansko, recimo lani se je pojavil ta trend grant hunting, da so projekti, ki pač jim je zmanjkalo denarja, so šli pa hodili od enega do drugega blockchaina, od recimo Avalanche, Hedera, Solana, ker ti vsi večji infrastrukturni playerji izdajo grante, s katerimi polvabijo na svoje, v bistvu svoje vrste te uspešne projekte. In recimo izmed vseh do zdaj, mislim, da Hedera je naredila tak velik preskok za svojim HBAR communityjem. Zelo, zelo navijam za njih, tam imam tudi največ teh NFT-jev. Ampak recimo v primerjavi z Ethereumom, Ethereum je pa vsem dalj časa na tem svetu, če lahko temu tako rečem, ima enega zelo pomembnega človeka v ozadju, prepoznavanega. Ja, absolutno, ampak vedno je stvar, oziroma vprašanje v kripto je vedno vse za mene, ne, kaj si želim kot nek outcome. Zdaj recimo tudi pri nakupu kriptovalut je zgodba ful preprosta, lahko sem play it safe, pa recimo dam nekaj denarja na Ethereum, ki lahko recimo, da zraste za, če bomo imeli srečo, za 10x v naslednjem bull marketu. Lahko se grem pa pač ta denar, ki sem ga imel na voljo, za katerega moram itak predpostavljati, da lahko gre do nič, da lahko pa razpršim med neke te mikrocoine oziroma te medium size alte. In na tak način imam dosti večjo možnost. Smo na primer prijatelji, ki so skakali mi po glavi, da moram kupiti Polygon, oziroma takrat je bil še Matic 2019, pa jih nisem poslušal, ker sem bil preveč obseden s tem, da je Ethereum the best of, pa zdaj Polygon v bistvu med top 5. In tu se mi zdi, da je pač vsak ima svojo strategijo. Jaz stavljam ne samo na NFT-je kot take, ampak na to, da bo celotni ekosistem zrastel. Zato, ko se celotni ekosistem v bistvu napihne, se pa tudi vrednost teh pozna, se pozna neka razlika v tem. Kdo pa so sploh vlagatelji, ki kupujejo NFT-je? Kakšen tip vlagatelja moraš biti? Rekel si, da so to špekulanti, tako da mogoče smo že odgovorili na to vprašanje. Ampak vseeno, verjetno so to mlajši, željni hitrega zaslužka. Različno, jaz poznam od mlajših do starejših, tudi do ljudi, ki so bili še, ne vem, par let nazaj zelo zapriseženi analitiki na bankah, zelo resni ljudje in so kar naenkrat obrnili plošče in zdaj trgujejo s temi malimi slikicami in imajo svoje modele in načine, ki prepoznavati vrednosti.
Vsega je ogromno. Tudi neki teh izbirateljev sem imel možnost spoznati. Pravi, to so ljudje, ki po večini res iščejo te umetnine, ne zaradi tega, ker je ekipa zadaj, ali pa zaradi tega, ker ima neka kolekcija neke trejte, to, kar večina ljudi dela. Ampak zaradi same vrednosti oziroma zaradi vizualne podobe nekega NFT-ja. To je super, je ena taka platforma, kjer lahko kupuješ, ali pa Nifty Gateway, kjer lahko kupuješ res te one of ones, kot se jim reče. Mislim, čisto ena taka osnovna delitev, ki mogoče bi lahko povedala, pa smo pozabila, je poleg vsega ostalega, kar NFT delajo, so najbolj poznani te sličice, in te sličice so lahko PFP-ji, spravi profile pictures, to so ponovadi kolekcije, kot je Bored Ape Yacht Club, teh je recimo 9999, spravi PFP in pa one of ones. One of ones so pač ta unikatna dela. In ti zbiratelji, ki gledajo za ta unikatna dela, so ponovadi tudi ljudje, ki imajo izkušnje v fine art krogih in verjamejo, da pač to je tako ali drugač prihodnost tudi v tem fine artu. Večina je pa quick flipperjev, ki poskušajo priti na ta whitelist, se pravi skoraj vsak NFT projekt, preden pride do tega mintanja pa releasa, naredi en whitelist, kjer pač se moraš registrirati in če si izbran, lahko med prvimi zmintaš ali pa kupiš ta NFT. Da prideš na whitelist, moraš narediti en kup stvari, od tega, da vsem prijateljem poveš, pošeraš po vseh social media kanalih, obljubiš, da si prebral vse materijale. In zna biti pa tudi kar dobičkonosno. Vem, da je bilo kar nekaj takih mintov, kjer si prišel za manj kot 0,1 Ethereum, pa je bilo to v dveh tednih par Ethereumov. In se da lepo zaslužiti. Moraš pač spremljati ves čas, jaz nisem, nažalost. Zdaj, ko praviš, da moraš spremljati ves čas, kva to pomeni dejansko? To pomeni kot full-time job varianta ali je dovolj za hobi to malo gledati, ne? Ja, čist po želji, ampak vem, da vsi te velike firme, kot so, ne bom zdaj omenil Three Arrows Capital, ampak se pravi ti skladi, ki upravljajo z denarjem drugih ljudi, pa vlagajo v kripto, da so začeli na veliko hajrati te NFT analiste. Tudi urodje je zdaj že ogromno, recimo CryptoSlam je en takih, kjer se da dnevno pogledati, kaj najbolj trguje, kje je volume, kateri chaini so popularni. Tega že en kup, od urodij do ljudi, do pozicij v teh skladih. Vem, da se da, poznam ljudi, ki so naredili s tem tudi zelo, zelo lepe denarje. To ne govorim zdaj o par 100 evrih ali pa par 1000 evrih, ampak tak, da pridejo pa recimo, ko se zlaunča kak dober collection, pa se je zvedlo, da bo recimo en od holderjev tudi nek uspešen KOL, Gary V ali kdo, pridejo ti ljudje in pol pokupijo po 2-3 tisoč komadov teh NFT-ev. Imajo to strateško po long term. Tako da ja, tudi to se da. Omenil si kar nekaj novih poklicev, NFT, analitiki, omenil si digitalne umetnike, se pravi, nastaja neki novi poklici tukaj znotraj tega nastajajo. Absolutno, ja. Poleg tega, recimo, kaj še, se pravi, NFT analitiki so itak en izmed poklicov, ki so ga skoraj vsi NFT marketplace v lani iskali ali pa predlani, je bil, da si bil scout za artiste, ker je v bistvu že bilo pomanjkanje na eni točki ljudi, ki bi jih lahko pripeljal v ta NFT space. In full-time business developer je, da iščejo te projekte, da iščejo oziroma te ljudi, da jih poskušajo pripeljati on board. Zdaj sicer teh top marketov je, recimo na prste ene roke, lahko prešteješ OpenSea, pol ta Super Rare, Known Origin, verjetno še kako me zdaj z glave šel. Eden, Magic Eden je na Solani, pol na Hederi je Zeus Market, ampak ti so lideri vseh ostalih 90,000 marketplaceov, se pa bori s tem, da pripelje čim boljši content, čim boljše ljudi, celebrityje. Tega je tudi, Mi smo se pri nas v Cloud Artu se malo pohvalili, mi smo se tega zelo učinkovito lotili, da smo dejansko razvili, mi temu pravimo community economy sistem, kjer lahko nekdo pripelje artista, pa če ga featuramo, dobi plačano za to. Pravi nekaj vrste affiliate model z nekimi voting rights.
A se greva dotakniti teh bizarnosti, ki se dogajajo? Recimo, mislim, da sem glih 14 dni nazaj brala en članek, kjer je pisalo, da je nek zelo znan umetnik zažgal 1000 svojih slik, ker pač hoče imeti NFT-je. A je to normalno? Ja, s temi umetniki, mislim, ne vem, umetniki normalno, to je vse umetnost. To je isto kot tista banana, ki se na steno prilepi, se tudi to po nekih kriterijih ni normalno. Ja, na tak način se da, recimo že od štarta NFT-jev pa tega craza je vprašanje, kako v bistvu premostiti nekaj, kar je physical v digital, ne? In mi, na primer, smo se s tem igrali s Cloud Artom 2022, da smo rekli ljudem, ki so zminstali fotko iz Instagrama, spravi, tam je bil zelo simple interface, mi smo stavili na to, da imajo vsi ljudje Instagram, da imajo vsi content in bi se lahko v 3 korakih svojo Instagram fotko spremenil v NFT. Ampak pogoj je bil, da si mogel ti to fotko v štartu zbrisati. Spravi, da narediš value transfer. Zato, ker je percepcija vrednosti je zelo kompliciran proces pri ljudeh in edini način, kako lahko ti obdržiš to vrednost, je, da rečeš, da tam, kjer je prvotno obstajala, da je zdaj ni več, the next best thing je pa zdaj tu v tej drugačni digitalni, recimo Web3 obliki. Ja, tudi mislim, da so enega Banksija zažgali 2 leti nazaj, da je ena firma, neki denarja so zbrali, nekaj 10 milijonov in pa so za par stjurjev kupili enega Banksija in ga zažgali in ga naredili v NFT. In zdaj pač ta percepcija vrednosti se pol prenese na ta, oziroma ne bi se prenesla pol na ta digitalni objekt. Prodajali so se tudi tviti in vse živo se prodajali na tak način. Ne? Se pravi, vsi te tviti, vse te zgodbe so se potem tudi zbrisali zaradi tega, ker živijo zdaj to kot v NFT formatu. Ne, ni nujno. Twitter oziroma za tweete, da sem pozabil, kako se že rekel platformi, mislim, da ValueSend. Tam je Jack Dorsey prodal svoj prvi tweet tudi za neke milijone. Ta tweet še obstaja, tako da ta je še, ne, ampak zdaj NFT pa pravi, da je lastnik tega tweeta neka oseba, ki je pač kupila ta NFT. Kaj pa počneš s tem? A mi lahko poveš? Kaj imam jaz od tega? Se vem, da je trapasto vprašanje, pa kaj imam od tega, da sem jaz lastnik prvega tweeta? A to zdaj drži vrednost in bom prodala čez, ne vem, 20 let nekomu, ki bo ocenil, da je ta tweet ful vreden oziroma več vreden, kot sem jaz plačala? To, kar je najbolj čudno pri vsem skupaj, je, da dejansko, če se Twitter odloči čez 3 leta ali pa Elon, da zapre platformo, pa ugasne dol serverje, da v bistvu ti ostaneš z certifikatom, ki kaže na katerega link kaže na nič. Ja. To je nekaj, kar še nismo uspeli rešiti. Ampak recimo je pa, kaj z NFT delati v svetu teh luxury goodov, oziroma to, kar sem prej omenil, ta social status. Jaz mislim, da je to kar en velik, da to igra kar veliko vlogo. Če imaš recimo tega Bored Ape-a, pa si v tem communityju. Sorry, kad te takole zdaj motam, ampak se ti pol, recimo, če ti imaš kot to za nek certifikat, za neko uro ali pa avto ali pa ne vem karkoli, vino neko ful hudo, ne, se potem s tem NFT-jem ti ne trguješ. To ga imaš tako, kot ga imaš shranjeno garancijo danes v telefonu ali pa v mapi te kakšni, ne vem. A je tako? Ja, to je pa pol čisto odvisno od tega, kak Američani reče, what are your aspirations, se pravi, kaj bi sploh rad s tem NFT delo. Recimo, kupaš eno ful drago uro, dobiš certifikat v obliki NFT-ja za to uro, ne? In potem, ko prodaš uro, gre NFT s to uro naprej, ne? K novemu lastniku. Ja, ampak jaz mislim, da je v psihologiji ljudi od pameti veka že to, da radi trgujemo. In recimo nekdo, ki ima to zlato uro, pa ta NFT bo naredil en derivat iz tega NFT-ja, pa se bo v bistvu to dal gor za trgovanje in pol priletijo špekulanti in pol v bistvu on neki, recimo, da ima neki expiration na ta NFT, on lahko uro normalno nosi naslednjih 12 mesecev, med tem trguje s tem certifikatom, nekaj malega zasluži, po koncu mogoče dobi nazaj, odkupi ali pa da uro naprej. Zdaj sem si namislil en primer, ampak
se to se dela že od nekdaj pri nas, ne, da kar se da trgovati, se lahko trguje in to je to. In kripto je fantastična platforma za to, ker ni omejitev, ker lahko pride kdorkoli. Enostavno se da dobiti denar od ljudi, ki se ne spoznajo toliko in that's it. Pure capitalism, jaz pravim temu. Čisti, ja. Zdaj, tudi številne multinacionalke izdajajo v bistvu te nezamenljive žetone, s tem tudi na nek način krepijo svoje blagovne znamke oziroma želijo približati blagovno znamko mlajši populaciji. Facebook, Nike, Gucci, Adidas, Tommy Hilfiger, vse te blagovne znamke so tudi v NFT izvedbi. Ja, s tem jaz mislim, da se tu še zelo, zelo lovijo. No. Večina njih dosti lažje je tem fashion brandom, ker tam obstaja neki use case. Recimo pred kratkim je bil Porsche NFT drop, ki je bil totalen fail. Prodali so kolekcijo 9000 nekih NFT-jev in prodali niso niti 2 jurja, mislim, da. To je na primer ena od stvari, s katero se jaz tudi predvsej ukvarjam, pa tudi z ekipo raziskujemo, pa razmišljamo o tem, kak je vpliv communityja na NFT-je. Moja teza je celo, da vsak NFT je vreden najmanj toliko, kolikor je vreden community, ki ga podpira. In če imaš ti community neke močne KOL-e, lahko s tem neko ceno dvigneš. In kar se v bistvu s Porschejem zgodilo, se je dokazalo, da tudi če je nek močen brand iz tradicionalnega sveta vstopi v ta space, da sam z brandom ne more tega doseči, da mora imeti zadnji nek community in Web3 projekti so specialisti za te communityje od raznih načinov, kako incentivizirati ljudi, kako jih vključiti, kako jim dati nek ownership del projektov. In ja, to je bil dokaz tega, da prav, mislim, bear market je, ampak je bil vseeno dokaz tega, da tudi če en mega brand pride pa reče, zdaj bomo prodali, ne vem, za 10 milijonov NFT-jev, da se to ne zgodi tako enostavno. Da je treba zadnji imeti tudi neke vzvode pa načine, strategije, ja, nažalost. Tako kot si povedal na začetku, dosti podoben kot pri ICO-jih, ne? Smo imeli tudi white paperje, pa cel kup enih stručkov, to je bilo navedenih, vsi so bili največji eksperti za vse, ampak na koncu so pa res le redki posamezniki uspeli preživeti, tako večina, 99% jih je pa kar propadalo. In se pravi, kaj se je zgodilo potem s temi stručkoti, ki so bili tako, oglaševani kot najboljši? Ja, ti stručkoti, ki so bili stručkoti v ICO-jih, so pol postali NFT stručkoti, zdaj so pa AI stručkoti. Zdaj so pa vsi strokovnjaki za AI. Točno, ja, absolutno, seveda. Ampak te se selijo iz enega failurja v drug failure in potem nadaljujejo svojo zgodbo. Mislim, ne vem, a je to normalno? Ja, meni ne bi, mislim, jaz si sploh ne bom predstavljati, kako se lahko kdorkoli pozicionira kot AI ekspert. Mislim, jaz ful verjamem v to. Jaz tudi verjamem v to, da obstaja presečišče blockchaina pa AI-ja, ravno zaradi tega, kar blockchain omogoča, ta nezamenljiv zapis on-chain. In jaz mislim, da se lahko zdi, da bomo prišli v prihodnosti do tehnologije, kjer se bo te človeške interakcije zapisovalo na blockchain, da se bo lahko s tem dokazovalo, da je neki content bil res ustvarjen strani človeka, ne strani AI-ja. Ker praktično zdaj s ChatGPT-jem se da narediti že toliko, da se lahko ekipo odpustiš. Celo marketing ekipo lahko odpustiš, če znaš to dobro uporabljati. Ja, to se kar sprašujem zdaj, glede na to, da številne podjetja uporabljajo v bistvu to umetno inteligenco zato, da si olajšajo življenje, ampak stroški z njihovih storitev se pa niso prav nič znižali oziroma cena njihove storitve. Tako da izkoriščajo AI, ki je brezplačno na voljo praktično vsem, ne, znajo ga očitno uporabljati in to potem samo malo prepakirajo in prodajo naprej stranki po isti ceni ali celo višji, kar je katastrofa totalna. Malo bo še lahko tako delali, pol pa ne več. Ampak mislim, res ti tuli so tako napredni že, da jaz sem zadnjič uporabljal, sem že pozabil, rabil sem neko slikico za eno prezentacijo, res sem pozabil ime orodja, ampak dejansko sem napisal človek, ki drži to, za njem je landscape, pokrajina, pa najbolj začudena slika ali nekaj takega. In voilà. In AI je to sprovedel. Mislim, že sam to, koliko časa se za take stvari nameni, da bi mogli na iStock foto to iskati, a bi dobil sploh tako fotko, ali ne. Pa še plačati bi mogel za to. Plačati bi mogel za to.
Ja, zdaj to je vroča razprava čez lužo o tem, da gre to v bistvu za nek sofisticiran plagijat oziroma krajo avtorskega dela dejansko. Je pa tudi res, jaz sem tudi testirala vse te zadeve, ni toliko kreative. A si predstavljaš, da bi s ChatGPT-jem naredil nekaj in potem probal v bistvu prepakirati v NFT in potem prodajati to na tržnici? A so že naredili? Mislim, da že. Ja, a bi uspešna prodaja? A so se ljudje zanimali za en tak v bistvu produkt? Zdaj konkretno, kaj se je prodajalo, je bila cela kolekcija AI-generated avatarjev. Mislim, da je bila razprodana. Zdaj sem pozabil, nekaj tega je toliko, da. Ampak zakaj bi to kupil, no? Zakaj bi to kupil, če greš lahko sam se narediti tega avatarja na en brezplačen AI? Zdaj, jaz mislim, da ja, okay. To so zdaj načini razumevanja, zakaj kupiti te kolekcije. Recimo, ene kolekcije se kupi zaradi tega, ker pač dejansko je nek value zadaj, pa roadmap, pa ekipa. 90% kolekcij se kupi zato, ker verjameš, da bo dost hypa, da se bo lahko udejanjila ta greater food theory, da boš lahko ta NFT prodal nekomu po višji ceni. In projekti, ki dajo pač nalepko gor na vrh AI, takoj kotirajo malo više, malo boljše. That's that. Dejansko, mislim, tudi kar se tiče klasičnih teh, ne rabi biti AI generated, ne obstajajo generatorji, kjer lahko greš pa prelepiš en kos slike, pa ti on izgenerira pol 9999, same story. Vse v svetu finance pa zdaj vse, kar je zeleno, ESG, ista zgodba, no, vse je več vredno, ne. Ok, a greva mogoče naprej, dodana vrednost. Zdaj, menda, da številni ustvarjalci NFT kolekcij v bistvu želijo angažirati svoje kupce in želijo, da v bistvu žetonom v bistvu ponudijo to neko uporabnost. O tem se je tudi zelo veliko govorilo, ko smo imeli ICO manijo o uporabnih tokenih. Podobna zgodba tudi tukaj, NFT uporabni, da so pač NFT uporabni. Imam tak en unpopular opinion, da NFT niso rešitev za vse, se da pa z njim marsikaj narediti. Recimo, en izmed primerov, ki mi je zelo blizu, oziroma dva lahko vem, no, en je ta v igricah, se pravi in-game. Zdaj res je, da ti ta velike igrice od Fortnite'ov pa Robloxov, da to so interni marketi, ki še naslednjih 10 let jih ne bo spustili poleg NFT-jev, ker pač ni v njihovem interesu. Če lahko oni obvladujejo cel market prodaje pa nakupa teh itemov, zakaj bi zdaj neki z NFT-jev in karli. Obstaja pa vmes en range teh igric, kjer mislim, da je lahko zelo beneficial za njih, da se poslužijo te tehnologije. Zato, ker jaz lahko na primer v eni igri kupim en item, pa ga lahko potem iste igre vzamem, pa ga uporabljam v neki drugi igri. Zdaj, kakaj je reprezentacija tega vizualno, ali je prilagojena ti drugi platformi, ali ne, to čist prepuščam možnosti. Ampak obstaja pa pol en trg zadaj, ki bi se lahko formiral, kjer bi kreatorji teh itemov delali za več teh igric ali pa več različnih platform hkrati. In tu mislim, da ta fluidnost teh itemov zna biti zelo, zelo dobra. In tudi kot način financiranja, mislim, sem se že 2019 na Malti smo na eni konferenci pogovarjali z enim tipom, ki je rekel, da pač želi narediti igro na način, da vnaprej proda vse iteme, s tem financira igro, pa da bo hkrati spustil tudi zunanje oglaševalce na tak način. Spravi, da bo lahko, recimo, boš imel od Coca-Cola neko pijačo ali pa nek jersey od Guccija pol v te igri, ki pride. In pol lahko to pač med igricami prenašaš. To je en primer. Drug primer je pa definitivno glasba. Creator economy na širše, ampak na bolj ozko mislim, da je glasba zelo, zelo perspektivna. Zaradi tega, ker je vedno gledam na to, kje so problemi, pa kje se največ po domače povedano moze, pa kje najmanj ostane za creatorje. In glasba je tak zelo, zelo tipičen primer, kjer na koncu do enega sajnanega artista pride res miniaturni del denarja. In zdaj v en kup artistov, ravno zanj sem videl TikTok, ki dejansko zavračajo pogodbe od teh velikih založb, ker pač jih ne rabijo več. Oni imajo svoj ric skozi TikTok, na Spotify nekaj zaslužijo, od tega, ko jih ljudje poslušajo, čeprav še vedno premalo.
In so v bistvu sami sebi so celotni distribution company. To, kar je recimo 30 let nazaj bilo, da si mogel te plate narediti, pa jih poslati okrog, pa skrbeti za dobavo z kupci, z trgovinami. Tega zdaj ni več, to je vse v bistvu decentralizirano. No, kot zanimivo, sem tudi advisor pri enem teh projektov Token Tracks. Tam je en kup te, bom rekel, industrijske smetane tudi poleg, ker se tudi oni zavedajo, da je to the next big thing. To so ljudje, recimo Miles Davis je tam, ki je v bistvu bil prej chairman od Parlophona v UK-ju, pa je zdaj v bistvu presedlal v to pozicijo, ker verjame, da NFT pa glasba grejo skupaj. Kaj se bo pa s Spotifyjem zgodil? To je dobro vprašanje, ja. To je ful dobro vprašanje. Zdaj, čisto odvisno, ali bo Spotify šel poleg v to, se pravi, bo tudi sami začeli kaj v tej smeri razmišljati. Ampak recimo za en tak ful konkurent Spotify je že Audius, ki je praktično Spotify, ampak je decentraliziran. Se pravi, useri sami so ownerji svojih teh profilov, so ownerji svoje glasbe. In točno to je po mojem največji value, ki ga ta Web3 prinaša. Da imaš individual creatorje, da ne rabiš imeti zadnji ne tehnološkega giganta, da ti muziko pretaka, ne produkcijske hiše, ne založbe, ampak praktično si lahko vse sam. Se pravi, to je tista klasična ideja oziroma osnovna ideja, da se znebiš posrednikov. Tako, vse to praktično je, ne, osnovna ideja Bitcoina. Točno to. Decentraliziran sistem. Ne? Zdaj, ko si omenil glasbenike, Gramatik je bil eden od slovenskih glasbenikov, ki je bil ta prvi v ICO zgodbi in seveda tudi ta prvi v NFT zgodbi, tako da on je eden izmed teh malo bolj uspešnih, recimo, izdajateljev. Ne? Ja, on je kar pionir tudi na tem področju. Se mi zdi, da je preden smo sploh začeli mi se pogovarjati o kripto, on že naredil ta svoj sale teh žetonov. Mislim, nekaj čez milijone takrat zbral. Ampak to je zanimivo, super, da si ga omenila. Dosti ima ta svet opravka s kulturo samo, bolj kot pa z nekimi finančnimi vzvodja. Jaz recimo tudi ogromno projektov teh NFT jim uspeva zaradi tega, ker so uspeli zgraditi ta community, pa tako kulturo okrog tega, pa pripeljati te ljudi nad. In mislim, na Programatiku je zelo, zelo podoben primer. Da on sicer zdaj ni world superstar kot Rihanna na Super Bowlu par dni nazaj, ampak da ima pa svoj ta culture, ki je okrog njega zgrajen, pa ti privrženci so pa toliko entuzijasti, da valjda bo podprli te ideje, ki pridejo ven. In to je prednost, to, da tudi recimo en artist zdaj, ki koma zasluži za eno položnico s tem, ko ima neko muziko na Spotifyju, da dejansko si uspe zgraditi nek community, pa da to, kar on dela, da je zato lahko neposredno nagrajen skozi ta nek decentraliziran model. Mogoče še to, ko govoriva o glasbenikih, mogoče tudi ta NFT vstopnica je tak zelo zanimiv koncept. Recimo Dunkin' Devils so lansko leto izdali te VIP vstopnice za ta adrenalinski spektakel v Hali Tivoli in so imeli te NFT vstopnice. Ne samo to, potem so ponujali še razne druge ugodnosti prek tega, recimo ne vem, kako se tem reče, sistema. Je to v bistvu tudi ena taka zanimiva rešitev, ne? To je tudi zelo dober use case. Ja. Mislim, da je festival, zdaj ne bom na vrobe povedal, na Madžarskem, da so naredili tudi za ne naslednje leto, ampak da so se začeli pripravljati, da bi imeli celotno infrastrukturo podprto z NFT. In se mi zdi ful dobra rešitev za problem, ki dejansko obstaja, ker v svetu teh vstopnic imaš zelo dobre možnosti, da kupiš ponarejeno vstopnico, če recimo ne moreš od originalnega resellerja kupiti. In to je tak use case, kjer vedno po mojem se treba vprašati, a se rešuje problem, pa kako velik je ta problem. In ta NFT ticketing je po mojem spot on, ja. To je super. Recimo, še enega dobrega smo imeli mi med koronom, pa tudi nismo pol udejanjili. Turistične nastanitve. Se pravi, da lahko ti zakupiš neko nastanitev v hotelu za čez 2 leti in pa imaš ti možnost razpolagati s pravicami do te nastanitve. Se pravi, da imaš možnost pol prodati, imaš možnost pol držati, če dolgo držiš, lahko dobiš kakšne nagrade.
prednost je v tem, spet se odpre nek špekulativni cel trg, kjer lahko špekuliraš, da recimo 2026 bojo olimpijske igre v Dubaju in greš pa pokupiš te nastanitve in hkrati v tem trenutku omogočiš ful neke likvidnosti podjetju, pol pa prodaš to, če cena zraste, če ne greš pa sam na morje 6-krat. Zdaj, ko si omenil Dubaj, tudi Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je v bistvu izdala nezamenljive žetone za mednarodno razstavo Expo v Dubaju. Ne? To je tudi en tak, v bistvu kar zanimiva poteza naše države. Tudi recimo imamo eno občino, ki je izdala NFT, mislim, da bolj v izobraževalne namene, to je bil Kranj. Tako da se kar nekaj dogaja tudi pri nas, ne? Jaz sem ful vesel, sem bil tudi na eni teh konferenc NFT, ko se že mislim, da je bil, pozabil sem točno ime konference, ampak v Kristalni palači je bila, pa so se tudi predstavljeni ti projekti, recimo Planica je ena takih. Planica tudi točno, ja. Planica NFT. Argeta je tudi. Argeta je bila tudi, ja. Tako da je kar pri nas, sem vesel, da se odvija to v pravi smeri, ampak moram pa povedati, da mi je pa najboljši projekt, pa mogoče sem bias, ampak najbolj slovenski projekt mi je Flat Fiat, to je pa od Miha Artnaka, ki je v bistvu celotno kolekcijo razprodal v par sekundah in Miha je pač genijalen conceptual artist, ki je že takrat naredil ta BTS City stand, leta 2017 je prodal Pigeon Poop sliko kitajskim investorjem za 5000 etrov. No in s Flat Fiatom je pa v bistvu se bori proti inflaciji, ker jemlje fizično žetone oziroma evre iz obtoka, 2-evrske kvance in jih uničuje na tak način, da je na železniške tire in jih v bistvu splošči in naredi Flat Fiat in za vsak evro, ki ga vzame iz obtoka, za čisten majčken del popravi inflacijo. In malo satiram, ampak genialno. Je pa pol naredil iz teh kvancov, ki so ostali, je naredil kolekcijo NFT-jev in je tudi uspešno razprodal. Je tudi zelo dober prijatelj, no, imeli smo ga na Cloud Art platformi ravno prejšnji teden, tudi prodajeno kolekcijo svojo, pa tudi še preden smo ga uspeli dobiti na Spaces, je tudi razprodal vse svoje NFT-je. Kaj to pomeni, recimo, ko rečeš razprodati NFT-je? Kaj to pomeni, recimo, za njega kot artista? Kaj to pomeni? Ali lahko o denarju govorijo tukaj? Koliko denarja je on pobral s to razprodano kolekcijo? Ne, mi delamo kolekcije, ne teh PFP-jev, ampak mi delamo teh one of one, se pravi, te unikatne, povsem unikatna dela. V naših kolekcijah so od 3 pa do, mislim, maksimalno 9 teh itemov lahko featuraš. Cena je od najcenejše bilo $60 po posameznem NFT-ju, najdražja 1500. Tiste je bili nek res hud VR, nek projekt enega Avstrijca oziroma Nemca. Miha pa prodajo, mislim, da je bil en kos $500, pa je prodajo 3 te svoje stvaritve. 3 te Poop art, se pravi to, kar je že prodal 2017 v fizični obliki, je zdaj še del tega digitaliziral in v bistvu pri nas dal na prodajo to. Mi zdaj vsi nismo talentirani za risanje, za neke vizualne umetnosti, za glasbo in podobno. Kako pa lahko recimo nek človek, ki nima teh talentov, recimo služi z NFT-ji, recimo, pa da nič ne zna ustvarjati, ne? Ja, zdaj tek je, za trgovanje z NFT-ji treba nek čas, voljo, energijo, dobra platforma. Naprimer, za prav tradati OpenSea ni the best, je pol boljš nekaj tega, kot je naprimer Blur. Blur omogoča manj kup featurejev, ki omogoča, da lahko zelo hitro poskavtaš ven te najboljše, kaj se najbolj trguje, enostavno lahko izbereš jih pod 100 naenkrat, kar na OpenSea ni mogoče. To je zato, če se greš za nekega hardcore traderja. To je platforma, ki tudi uporabljajo ti veliki vlagatelji, pa ti NFT OG. Zdaj, če pa hoče kdo, če se pa kdo čuti, da bi rad vseeno svoj content prodajo, je pa to ena stvar, ki smo v bistvu mi hoteli s Cloud Artom rešiti. Naša teza 22 je bila pač kako spraviti ljudi iz Web2 na Web3 generalno, ampak ožje gledano,
da niso vsi artisti, da niso vsi digital artisti, da ne delajo vsi glasbe, da imaš en kup drugih ljudi, ki pa vseeno imajo nek reach, pa nek community in kako zdaj to zmonetizirati. In zakaj je bila ta ideja, ker pač jaz sem bil besen na to, da pol pride Snoop Dogg, ki je fantastičen musician, pa dobi nekega artista, pa pol neke svoje NFT-je prodaja na crypto.com. Ali pa pride nek Gordon Ramsay in pol tudi dobi nekega artista, in pol neke te slikce naredi. Ti ljudje imajo ogromno kontenta. Ti ljudje imajo kontent na svojem Instagramu, imajo kontent na v story vsak dan proizvajajo. In ideja je bila samo v tem, kako zdaj dobiti nekaj, kar je že del vsak dana njihovega, pretvoriti v NFT, pa v bistvu mogoče, da to zmonetizira. Pravi, to je, ampak en kup takih preprek je še do tja in jaz mislim, da to, kar je treba najprej obdelati, je ta user interfejsi, ki jih imajo blockchain orodja, ti tooli, ki so še vedno prekomplicirani. Jaz imam tak test svoje mame, če moja mama zna uporabljati polje, ok, če ne zna polje, pretežko. Narediti wallet je še vedno pretežko, to vsem tem wallet creatorjem pa developerjem ves čas razlagam, da pač če ni klik, pol se ne bo ljudje ukvarjali s tem. Ampak druga stvar je pa to, kar sem že prej bežno omenil, je pa percepcija vrednosti tega. To pravi, na kak način ljudem predstaviti, pa v bistvu jim ustaviti ta koncept vrednosti za nekaj, kar je NFT. In tu pač rabiš pol tudi nekaj časa, da delaš s svojim communityjem. Naprimer, to delamo s Cloud Artom dosti, da pomagamo tem artistom, ki imajo popolnoma Web2 community, da jih podučijo, da jih izobrazijo, da pol, ko nekdo kupi ta nek item, da se pol čuti, da je res dobo nekaj, kar je of value. Zdaj si omenil Blur. Ravno danes, 14. februarja, ko snemamo to epizodo, ne bi izdali žeton. In to ne bi bilo v bistvu tisti eden od glavnih razlogov za ful povečano zanimanje s trgovanjem z NFT-ji. Poleg tisto, kar sem omenila na začetku, ko naj bi prišla neka nova kolekcija zbirke Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, ker naj bi obsegal ta zbirka 10,000 kosov z risanimi opicami. To so opica, bajce. Se pravi, med temi Yuga Labs naj bi bilo celo investitorji, kot so Justin Bieber, Serena Williams in drugi znani. Skratka, ta zbirka naj bi povzročila ta hype plus žeton tržnice Blur. Generalno, jaz mislim, da se malo, to ni finančni nasvet, ampak da se celotni trg malo pobira, kar me je zelo presenetljivo, ampak da se pa tudi to pol odraža v tem NFT. Mislim, da novembra smo neko dno dosegli, december je bil že bolj, zdaj januar je bil pa že kar konkretno, ampak smo še daleč od 3 milijard oziroma 5 milijard celo. Ja, a lahko mogoče poveš, zdaj si res omenil in opozarjal pač ta špekulativni vidik, da je zelo veliko prevar. Kako pa v bistvu ločiti med kredibilnim projektom in pa med prevaro? Ja, en kup researcha, oziroma ne vem, na koga se ljudje zanašajo, ali obstajajo neki ti skupine, kjer povejo ljudje, pa dajo signale, te skupine so plačljive, sam načeloma tega ne uporabljam. Največ lahko naredi vsak za svojim DYOR, do your own research. Pogledati Twitter, pogledati engagement na Twitterju, se pravi, da ima nekdo 30,000 followerjev, še ne pomeni nič. Ko ima po na eno postu recimo po 6-7 lajkov, to je tako clearly misleading. Pogledati, kdo so ljudje, a so ti ljudje resnični, a je ekipa doxed, se pravi, a so prikazani sploh kot ljudje, ali so pač neki avatarji namestnih. S kom sodelujejo, kdo se je v bistvu jih podprl. Pogledati, a so ti ljudje, ki so jih podprli, dejansko to tudi javno naznanili. Tako da, ni neke zlate šablone, ampak pač čim več gledati, brati, researchati. Zato je pa fajn te stvari mogoče delati, tako zgolj kot na svet. V ekipi 7-8 prijateljev, vsak naredi en projektič, ga pregleda, pa pol skup se
pa se pa skupaj odločitve te sprejemajo. Ja, čredno. To je bilo leta 2017, so se zbrali prijatelji, pa so skupaj kupovali ICO-je. Pa bolj si jih opozarjal na pasti, bolj so te gledali in govorili, da lahko prosim se skenslaš, jaz vem, ti nimaš pojma. Ne? Na koncu vsi ostali brez vsega vložka, ki so ga investirali v te ICO zgodbe in ne vem, a so prišli nazaj ali ne, nismo se potem več pogovarjali. Ampak te bom prekinil, jaz mislim, da to je bil sam slab research, zato ker ljudje, ki so dober research naredili, so vedeli, da morajo pravi čas ven. Lahko nadaljujeva to debato, koliko je pa to vedel, ne? Ker se ti v tistem hajpu, ko vidiš, ko se ti začne tam nekaj virtualno nabirati, ne? A veš, to je tako, no, psihološko, ne vem, če shendlaš, ne. Tudi marsikdo takrat, ko smo bili na prvem vrhu Bitcoina, ki je bil pred 20,000, a veš, ljudje so verjeli, da bo to šlo še gor, ne, pa se je pa kar orang skladal za dolg čas. No, pa še spet nazaj gor. Ja, to je res. In to je naprimer tudi, zato jaz tudi sem govorim, ne, pač v kriptu vedno sem to, kar lahko izgubiš, ker ne toliko, jaz verjamem, da dolgoročno, da se bo večina, razen teh bottom shitcoinov, ampak da se bo večina teh kovancev, tudi če si jih zdaj kupil na vrhu, da se bo pobral, da bo, zdaj mogoče ne bo 100x več od tam, ampak da lahko priješ nazaj. Problem je sam psihologiji ljudi, po mojem, o razmišljanju, o tem, da so čustveno pol toliko investirani v te stvari, da pričakovanja so ogromna, pa so pa porazi tako hudi, da se dogaja res neumne poteze. To ni nič novega, a ne? Psihologija je del v bistvu tudi same borze, imaš vzpone in padce, tako da to je v bistvu utrip, srčni utrip borze in tudi kripto trge, čeprav pri kripto trgu je ta srčni utrip malo bolj podivjan, kot pa recimo na borzi, ne. Ja, Jure, mislim, da sva obdelala za začetek tele NFT-je, tako da najlepša hvala za super debato. Hvala za povabilo. Hvala tudi poslušalcem, da ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.